Dober večer, doktor Uroš Ahčan. Hvala, da ste si vzeli čas za publiko, za vse nas. Prišli ste seveda brez skalpela, s knjigo v roki in z mikrofonom tokrat. Torej, Uroš Ahčan, doktor medicine, specialist plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije, ste kirurg. Končali so se informativni dnevi, otroci se odločajo, kam v srednjo šolo, tudi kaj bo glede študija. Seveda priti na medicino je še vedno kar velik zalogaj, tukaj treba zbrati kar veliko točk, je otežen dostop do študija medicine. Ne bom vas vprašala, če se vam to zdi prav, vprašala pa bom, ali ste, ko ste se odločali za medicino, že vedeli, da želite postati kirurg, ali je mogoče ta odločitev dozorela med študijem? Najprej bi vse prav lepo pozdravil, sem zelo vesel, da ste prišli v takem številu. Mogoče vas na začetku popravim, da nisem prišel brez skalpela, imam skalpele s seboj, tako da si bojo vsak lahko vzel za kazalo v tej isti knjigi. Hvala, odlična ideja. Ko me sprašujete za izbor študija, imel sem dva izbora. Eno je bilo veterina, drugo je bilo medicina. Najprej sem šel na sprejemne izpite za veterino, tam bil zelo dober, med prvih 5. Potem sem mislil, da sem čisto predober, in ko sem prišel se vpisati na medicino oziroma pisati sprejemne izpite, sem bil skoraj zadnji na medicini, tako da nekje 140, sprejel so jih pa 155. Tak je moj začetek z medicino in študijem. Vsekakor sem pa vedno želel pač v nekem naravoslovju delovati, pomagati bodisi nekim živim bitjem, bodisi so to živali. Srečal sem se tudi z takimi zanimivimi veterinarskimi klinikami za male živali in tam spoznal to delo. Že kot otrok je bila moja domača žival udomačena kavka, ki sem jo dobil iz gnezda, jo vsako jutro na poseben način nahranil, potem pa recimo šel že kot na koncu osnovne šole upravljati neko prakso, da sem zaslužil nek svoj denar, čistiti ribogojniške mreže, in prvo pravilo ob 6. zjutraj je bilo nahraniti to kavko, in ta kavka je potem mislila, da sem jaz njena mama, in se je tako udomačila, da ko sem se jaz vozil z prvim motorjem, je sedela na rami in sva se skupaj pelala. Ko sem šel igrati košarko, je prišla, se usedla na koš, pa ni hotela iz koša, pa so potem, da je Ahčan umaknil to tvojo kavko, da bomo lahko košarko igrali. Tako da ja, zanimivo z naravoslovjem povezano življenje. Ampak biti kirurg, vračam se k vprašanju, je ta odločitev dozorela med študijem? Ja, je dozorela med študijem. Že prej sem svoje ročne spretnosti treniral v domači delavnici, skupaj z očetom, je zvezal ivrne plošče, delal različne modelčke. Potem kot strasten ribič, muhar, sem izdeloval muhe, umetne muhe. To je že pravo mikrokirurško početje, ker so to zelo tanki, majhni trnki, na katere potem navežeš perje različnih ptic, in oblikuješ. Potem sem pa že v 2. letniku študija želel spoznati, kaj je moja prava usmeritev, in prosil sem enega znanca, ki je bil profesor nevrologije, če mi lahko svetuje. Predlagal mi je 2 imeni, travmatologa in plastičnega kirurga. Najprej sem šel do plastičnega kirurga, profesora Arneža, ki me je pa tako navdušil za to delo, da sem praktično od 2. letnika študija tam tudi ostal in nadaljeval delo. Govorila bova o knjigi, ki ste jo napisali, mislim, da zelo v kratkem času, če se spomnim na enega prvega pogovora, v nekaj tednih. 3 tednih. Tako bom povedal, začetni del knjige je v obliki dnevnika. 21 dni sem zaporedoma pisal svoje dogodke pred 15 leti. Prosili so me za sobotno prilogo Dela, če lahko pišem za njih v 3 izdajah. In to je bil prvi uvodni del te knjige, ki je bil v predalu, se pravi 15 let. Potem sem pa na plaži Velega Lošinja s slušalkami v ušesih ležal, razmišljal, in pred mano so se pojavljale različne zgodbe pacientov, zanimive zgodbe. Pred mano so prihajali zdravniki, kolegi, ki jih ni več med nami.
tudi te neke politične in druge odločitve. In začel sem s prvimi zapisi. Najprej sem mislil, da bom lahko narekoval v telefon, ne, in potem poslal naprej v prepis, ampak sem ugotovil, da miselni tok in narek ne gresta skupaj, da ne teče dobro, zato sem vzel majhen zvezek in zapisoval te zgodbe, jih dal 5 predbralcem prve 3 zgodbe, če bi jim bilo to smiselno brati, če mislijo, da so te zgodbe zanimive, in dobil sem, upam, da iskrene odgovore, da je super, in potem sem v 3 tednih napisal srednji del knjige in nadaljeval potem še s 3 tedni pisanja dnevnika, se pravi vsak dan, kaj sem počel od jutra do večera. Ja, očitno tisti, ki so prebrali te zgodbe, vsaj nekaj od te knjige, so imeli prav, kajti knjiga je napeto branje in malo sem se pozanimala, v Ljubljani v knjižnici je kar dolga vrsta, da jo dobiš, ne vem, kako je tukaj v Kranju, tudi dolga vrsta, torej uspešnica. Komentar? Komentar, očitno ljudje želijo brati iskrene pripovedi, brez samokontrole, brez da razmišljaš, kako biti všečen, ampak preprosto, da govoriš o svojih pozitivnih in negativnih stvarih, dilemah, problemih, in potem se vsakdo najde med temi problemi. In tudi jaz sem dobil ogromno odmevov, ne zgolj iz medicinskih vrst, ampak različnih odvetnikov in drugih, ki so posvetili svoje življenje zgolj karieri in potem spoznali svojega otroka šele, ko se je poročil, pa so videli, kdo vse je na poroko prišel. Tako da, ja, vsi imamo svoje probleme, vsi živimo svoje življenje, v resnici pa kljub temu, da so področja zelo široko narazen, so problemi več ali manj zelo podobni. Ja, očitno vam je uspelo to, kar ste sami zapisali v predgovoru. To ni knjiga namenjena utrjevanju ega in samohvali, to je iskrena pripoved o življenju kirurga. Zakaj ste jo napisali? Ne vem, morda je to nek pogovor sam s seboj. To je čisto spontano, kot rečeno, začel sem pisati to zgodbo. To je tudi moja ne prva knjiga, ne, napisal sem v svoji karieri, ne vem, 10-12 knjig različnih, od otroških knjig do strokovnih knjig, o rekonstrukciji dojke oziroma vse, kar mora sodobna ženska vedeti pri zdravljenju raka, ki je bila prevedena v več jezikih. Tako da pisanje mi ni tuje in v pisanju uživam, to je kot neka igra besed, pripovedovanje, zato v tem uživam in mi to ne predstavlja breme. Tako da, ja. Pa vendar, to je iskrena izpoved, pripoved o delu, ki ga opravljate, o vaših razmišljanjih, o poklicu, o medicini, o primerih, o pacientkah in pacientih, nasploh o medicini, no to sem že povedala, o vaših skrbeh, razmislekih, o tem, kako mimogrede čutite tudi malce slabe vesti, kajti zaradi poklica ne posvečate dovolj časa svoji družini, tudi o tem pišete. V knjigi, kot rečeno, najdemo opise primerov operacij, seveda za večino, veliko večino ne vemo, za nekatere operacije izve tudi javnost, tako odlične in enkratne so, naprimer naj spomnim na operacijo nosu. Mogoče, da obnovite ta primer čisto na kratko, ki je prišel v javnost. Ja, tukaj bi rad povedal, da v tej knjigi so junaki pacienti. In pacienti so moji največji učitelji. Od njih sem se največ naučil in gledam na življenje povsem drugače. Če sem nekoč nek problem, da bi želel iti na ribolov, pa je padel dež, pa sem mislil, da je to problem od 1 do 10, med 7 in 8, danes, ko sem se učil ob teh bolnikih, točno vem, da to sploh ni problem oziroma sodi na lestvici med 1 in 2. Tako da to je knjiga, ki je tudi posvečena tem bolnikom in opisi primerov, ki jih spremljajo potem dodatno tudi QR kode, kjer si lahko pogledate videoposnetke realne situacije, je ravno zato, da tudi bralec lahko izve točno, kaj je ta pacient preživel v svojem življenju, zakaj je v mojih očeh junak. Zakaj so njegove brazgotine kot medalje iz olimpijskega prvenstva. Zakaj spoštujem te ljudi še posebej. Vsako žensko, ki preboli raka dojke, se spoprime z
kemoterapijo, obsevanjem, kirurškimi operacijami, izpadanjem las, slabostjo, bruhanjem, doma ločitvijo. Na vse to opozarjam v tej knjigi. Kajti v časopisu preberemo, 3 so poškodovani, odpeljali so jih v klinični center, kjer so ostali na zdravljenju. Pod takim tekstom in naslovom si nihče ne zna predstavljati, kaj se v resnici dogaja za temi stenami. In kaj tudi delajo zdravstveni timi, s čim se ukvarjajo nenazadnje tudi plastični kirurgi, da to niso zgolj neki estetski popravki polnila in botoksa, ampak da je naše poslanstvo povsem drugačno, večplastno, da se trudimo, da izboljšamo funkcijo, estetski videz in da združujemo različne kirurške tehnike za dosego najboljšega možnega rezultata. In na nek način prek te knjige sem želel tudi stimulirati mlade kirurge, da se odločijo za ta naš poklic oziroma da v področju plastične kirurgije in rekonstruktivne kirurgije ostanejo in jo ne zapustijo z odhodom v arabski svet, kjer lahko v enem dnevu zaslužijo letno plačo. Da so junaki bolniki, to ne slišimo prav pogosto iz ust zdravnika, zato je to toliko bolj dragoceno. Prej sem omenila operacijo nosu, ki je bila estetska operacija, dosežki in ves ta primer je prišel v javnost. Mogoče pa za začetek, koliko operacij na primer naredite estetskih? Je to samo estetika pri tej zadnji, ki sem omenila ali ne? To boste povedali, koliko operacij na leto in ali operirate tudi v tujini ali samo v Sloveniji? Operacij ne štejem, ampak gotovo se je za en srednje velik stadium pacientov že zbralo in na vsakem takem srečanju je nekdo, ki je že bil moj pacient. Operiram in v kliničnem centru, operiram v svoji zasebni ustanovi. Nekoč sem zelo veliko operiral v tujini, zlasti kompleksne operacije, tudi v sklopu kongresov, tako imenovana operacija v živo ali live surgery, ki ima tudi svojo zgodbo v tej knjigi, ker predstavlja nek poseben težak problem, kajti pred občinstvom, kot je današnje, ali pa še 3-krat več ljudi, te opazujejo vsak tvoj gib. Ti si s tujo ekipo pred zelo težko, kompleksno nalogo, kaj ti ne kličejo profesorje iz tujine za lahke primere. Se pravi, v tujem okolju, s tujimi materiali, moraš napraviti najboljš, kar je možno, ob tem imaš vso dodatno tehnično opremo, svetilko, kamero, mikrofone in stalno vprašanja z publike. Zato tudi dajem svoje mnenje o takih operacijah, ki se mi ne zdijo najbolj primerne, kljub temu, da v svoji karieri vse tiste, ki sem opravil, so bile uspešne, ampak menim, da je bistveno bolje kolegom predstaviti videoposnetke iz domačega okolja in pokazati vse trike, ki si jih pri takem posegu opravil. Operacija nosu je bila rekonstruktivni in estetski poseg. Vsi se lahko zavedamo, kako izgleda človek, ko je brez nosu, kako izgleda tudi po noči, kakšni so vonji v kuhinji in vse ostalo, kakšne so stiske takih ljudi, ko recimo umetna silikonska proteza pade na tla v vrsti na blagajni, ali ko prideš na plavanju na ležalnik, pa ti odpade in zazeva ena ogromna luknja. Skratka, to so zelo kompleksni problemi za ljudi in tudi zelo kompleksne operacije. In na ta način smo upravili en tak inovativni pristop, da smo naredili analizo, 3D analizo same epiteze oziroma te silikonske proteze, lahko rečem nosni nadomestek, in na osnovi tega izdelali iz telesu lastnih tkiv, iz kosti, ovojnice, kože, živca in žil, nos na roki, ga potem po tem modelu, ki smo ga stiskali, 3D modelu, pustili 5 tednov, da je zacelil v pravilno obliko in ga potem v drugi fazi prenesli na obraz in naredili pač nov nos. To je nek inovativen nov pristop in lahko se pohvalim, da smo uspešno opravili že 3 take posege. V Sloveniji ali? V Sloveniji. Aha, bravo. Rekonstrukcije dojk, tudi to so pogoste, zelo pogoste operacije, kar nekaj primerov opisujete v knjigi Skalpel. To, kar je mene osebno ganilo, je
da se zavedate, kaj to pomeni za bolnico, kaj to pomeni za njeno čustveno stanje, za odnose, ki jih ima kot vsak človek v družini, v širšem okolju. Skratka, vi kot kirurg o tem razmišljate in to se mi zdi izredno dragoceno. Ja, moram priznati, da v začetku, ko sem bil mlad, o tem nisem razmišljal. Razmišljal sem o tehničnih podrobnostih tega posega, vse natančnost, tako kot sem nas učil tudi na medicinski fakulteti, poznajo na mikro, nano, če želite, nivoju vse kemične procese, ampak kaj so posledice teh kemičnih procesov, pa nihče ne ve. Zato je tudi moj predlog, da med študij na predavanje pripeljemo paciente, da sami povejo svojo zgodbo. Ko sem nekoč na enem kongresu poslušal, in tudi zdaj je to v moderno postalo na strokovnih kongresih, kirurški kongres pa pride bolnica z določenim problemom. In ko ona predstavi na svojo predavanje, tako kot vsak od nas kirurgov, svojih 10-15 minut predavanja in pokaže svoje slike objokanih otrok, zbirko lasul, prazen hladilnik, prazen bančni račun, ločitveno pogodbo, bruhanje, solze otrok, takrat zaživi ta bolezen šele pred tvojimi očmi in takrat se zavedaš, kakšno težo nosi tak pacient in da smo pač mi neka majhen delček, ki tekmuje oziroma ki se bori proti bolezni in poraz bolezni je naša zmaga. In to je lepota kirurškega poklica. Jasno pa je, da ko dozoriš preko vseh teh pacientov, na stvari gledaš nekoliko drugače. Si bolj moder, bolj preudaren in potem lahko to tudi širiš na neko mlado generacijo, ki živi bolj ali manj v virtualnem svetu in se ne zaveda vseh teh posledic. Ko vas takole poslušam, si mislim, ta vaš poklic, ki ga opravljate, pa ni tak, oziroma vi niste tak človek, da bi, ko bi se zaprla vrata operacijske dvorane, odšel domov in razmišljal o, ne vem, nogometu, skratka, ali razmišljate o operacijah, ki jih naredite, ne vem, mogoče ste kakšno operacijo imeli tudi danes, ali o njej še razmišljate, ali mogoče vas kaj preganja tudi zvečer, po noči, ne vem, kako je s temi stvarmi? Vedno razmišljam in razmišljam že zdaj, danes razmišljamo o nastopu na kongresu, ki bo konec maja. Razmišljam o težkem primeru, ki se bo zgodil čez en mesec. Razmišljam za nazaj, stalno razmišljam. To je tako imenovana plima v glavi, v kateri tudi pišem, kot bi iz enega perona odpeljali 50 vlakov na različne destinacije. In to te ubija. In ne samo, da razmišljaš, tudi sanjaš te primere. In se kdaj zgodi, da se celo zbudiš, pa zapišeš kaj v sanjah. In tudi, ko sem delal ta nos, so bile slike na nočni omarci in sem razmišljal o tem. Pač kirurgija je način življenja, to ni poklic. In pogosto me tudi domači vprašajo v smislu, kje si pa zdajle, kje si z mislimi, kje si danes, praznujemo rojstni dan, jaz pač nekaj razmišljam in že vsi vejo, da ali pred televizorom ali kjerkoli, ampak to je pač, te zgodbe te tako prevzamejo in da vizualiziraš celo situacijo in praktično te ujame v ta tok in vse ostalo ostane pozabljeno in v tem primeru tudi recimo otroci so na stranskem tiru, ker noben od otrok ni ta trenutek hudo poškodovan, ne krvavi, ni v bolečini in zato imajo pol prednost tisti, ki to so pa tvoji pacienti. Tako da tudi, ko pišem o uspešnosti, moja definicija uspešnosti je, da je uspešen tisti, ki v večini svojega časa razpolaga sam. Če tako definicijo uspešnosti postavim, lahko ugotovim, da sem sila neuspešen. Ker zelo malih trenutkih odločam sam. Vse ostalo je pa povezano nekako z medicino, zdravljenjem, organizacijo, karkoli drugega. Kaj pa, ko ne gre vse po planu, ko se kaj izjalovi? Kaj to pomeni za vas osebno? Žalost, stiska, strah, vse to obenem. Na srečo je vseeno okoli tebe tim, ki ti lahko pomaga. Nisi sam kot na teniškem igrišču. Dejstvo pa je, da odgovornost je ne glede na tim na strani operaterja.
on se potem pogovori z pacientom, svojci in vsemi ostalimi. Tako da ja, so velike stiske. In za določene primere tudi ne moreš ugotoviti, zakaj je šlo narobe. Ni nujno, da gre za tehnično napako, malomarnost ali karkoli. Lahko so lastnosti tkiva, lahko so dodatne bolezni take, ki vplivajo na to. Bil sem prisoten recimo pri vrhunsko opravljeni srčni operaciji, mikrokirurški presaditev žilnih presadkov ob vodi, fenomenalno, hitro, učinkovito, vsi veseli, potem pa je prišlo do maligne motnje ritma in bolnika niso mogli več zbuditi v operacijski dvorani. Se pravi, tehnično je bilo opravljeno vse vrhunsko, pa kljub temu bolnik ni prišel z operacijske dvorane. Tako da ni vedno in vse izključno v rokah kirurga in ekipe. Ta odgovornost je nedvomno prisotna, ko imate pravzaprav človeško življenje v rokah, kar lahko se tudi kaj nepredvidenega zgodi, kot pravite, vas preganja ta občutek odgovornosti. Kako je s tem pravzaprav pri zdravniku? Vedno te preganja občutek odgovornosti in vedno tekmuješ nekako z boleznijo in tudi sam sabo in jaz sam osebno skoraj nikoli nisem popolnoma zadovoljen, da je bilo vse čisto perfektno, vedno še iščem, kaj bi bilo lahko še boljše. Po drugi strani pa nikoli ne gledam na stvar, da si postavljam tako težo, da je zdaj življenje v mojih rokah. Ampak grem operacijo, to je tako, kot da bi si na koncu predstavljal zlata olimpijska medalja na vse ali nič. Ne, po fazah, korak po korak, vizualiziram vsako možnost, vse možne zaplete že vnaprej, da točno vem, če pridem do tega situacije, grem po poti B, če je taka situacija, je pot C, če v takem primeru je to, že vnaprej se je potrebno zelo natančno pripraviti. Zato so tudi danes toliko zelo pomembne 3D tehnike printanja, vsa slikovna diagnostika, navidezna resničnost, vse to se uvaja v kirurgijo, da nas čim manj stvari preseneti v sami operacijski dvorani pri pacientu. Nekaj je, ko govorimo o rekonstruktivni kirurgiji, nekaj drugega pa, če govorimo o estetski kirurgiji. Ali imam prav? Doktor Ahčan, kaj je za vas lepo? Gotovo srečujete ljudi, ne bom rekla paciente, ljudi, ki prihajajo k vam, si želijo mogoče kaj popraviti, pričakujejo od vas neko mnenje oziroma ne samo mnenje, operacijo, ki jih bo polepšala. Kaj je lepo? Okay. Želite definicijo, mojo definicijo, kaj je lepa ženska? Ja, kaj je lepa ženska? Lepa ženska je tista ženska, za katero se dvakrat obrneš. Danes zjutraj sem imel pri vas na radiju svetovalni servis in prva je poslušalka klicala preko 80 let stara in je rekla, da lista star album in je toliko lepih nasmejanih slik, danes pa vsega tega ni več. In v mojih očeh je zadela žebljico na glavico. Nekoč smo živeli eno srečno, veselo življenje. Notranje zadovoljstvo se je odražalo tudi na zunanjosti. Ljudje so se smejali, bili so srečni, bili so veseli. Danes smo zamorjeni, stalno tekmujemo z nekimi navideznimi ovirami, ki jih postavljajo zelo izurjene ekipe marketinga in industrije, imajo svoj namen zaslužka in mi kot neke slabo izobražene ovce temu sledimo in tekmujemo. Zato se pojavijo številne težave, tako na mentalnem kot na fizičnem zdravju. In znova potem, da odpravimo te težave, industrija ponovno zasluži na ta način. Namesto preventive je dvojno plačamo industriji. Se pravi, hočemo biti čim bolj ustvarjalni, postanemo izgoreli, pa smo potem leto, dve doma, nikoli več isti. Pri lepoti pa spet. Industrija se dogovori s Kim Kardashian, kaj bo modno ta mesec, objav 3 objave in milijoni sledilcev hodijo na različne naslove in iščejo polne ustnice, ličnice, danes tako, jutri drugače. No, ko ste omenili Kim Kardashian, pa me zanima, ali tudi pri nas že poteka, ali ste pa vi naredili kakšno operacijo že ali pa veliko, ne vem, za lepšo zadnjico.
Tukaj ste me zdaj spodbodla. Večkrat sem že pisal tudi v moji knjigi Supermarket lepote, kjer govorim, da je ta svet zlagan in zlasti opozarjam mlade ljudi, naj ne gledajo samo jumbo plakatov in svojih vzornic, ampak naj trezno razmišljajo. In opozarjam tudi, kaj naredi telesna vadba, styling in vse ostalo pred operacijo. Osebno nikoli nisem in ne bom povečal zadnjice. Zadnjica je namenjena sedenju in ne slikanju in všečkom. In vi si morate predstavljati, če vam v zadnjico ugradijo silikonski vsadek prostornine 250-300 ml, da na tem vsadku sedite kot na dveh airbagih, da se zaradi tega prvič koža raztegne, drugič mišica atrofira, ki je spodja, in so nepopravljive okvare tkiv. In vsak, ki ima moralno-etična načela, bi mogel tako operacijo odpovedati oziroma povedati vse slabosti. Da po taki operaciji sledi nova operacija popravkov in nikoli več enako stanje. Nastala je zgodba iz brazilskih zadnjic, brazilske zadnjice pa točno vemo, kako nastanejo, v ritmih sambe in ne v operacijskih dvoranah. Ja, zdaj, ko je bil pust, smo lahko videli po televiziji posnetke. Mlada, brhka dekleta, nasmejana, belih zob in temne polti ob zadnjici, to vse da nek komplet. In zgolj neka povečana zadnjica je lahko smešna, celo groteskna. Ampak a je kdo prišel s to željo že k vam? Ne. Ne. Kaj pa ste že komu odsvetovali ali pa rekli, da naj premisli, da mogoče, naprimer, ušesa niso tako moteče, štrleča? Se je kdaj že to zgodilo? Številni sem odsvetoval in veliko časa namenjam pogovorov. Sploh, če pridejo mladi ljudje, kljub temu, da so polnoletni, želim, če lahko pridejo tudi starši, pa se skupaj pogovorimo. In kdaj lahko zelo dobro pomagaš. Smo imeli recimo fanta z ginekomastijo, kar pomeni povečane dojke, imeli so maturantski izlet, se pravi kratka majica, oče je zelo nasprotoval tej operaciji, da je to popolnoma čist brez veze, ker sam ni bil v tej koži, in ko smo se zelo dobro pogovorili in izvedeli natančno poseg, je bila cela družina srečna. Fant je bil popolnoma drugačne volje, razpoložen, nasmejan in posledično je tudi oče videl, da ta operacija ima smisel. Ker, veste, moj kolega Per Heden, lastnik največje privatne ustanove estetske v Štokholmu, je v svoji zelo dobri knjigi o lepoti napisal, da predstavljajte si, da greste zjutraj v službo na avtobus in imate tirolski klobuk z račjimi peresi. Je rekel, tako nekako se predstavlja nekdo za telesno motnjo. Misli, da cel avtobus ves čas gleda ravno v ta klobuk in to mu krade življenjsko energijo, samozavest, ustvarjalnost in zato je namen estetske kirurgije, da tem ljudem pomagamo. In končni cilj je vedno telesna skladnost. Doktor Ahčan, poglavje v knjigi, ki je meni tudi izredno všeč, je empatija. Nekaj o tem ste že povedali. Vi celo predlagate, tudi o tem ste nekaj že povedali, da bi morali paciente vključiti v času študija. Vi še predavate na medicinski fakulteti? Še. In moram reči, da z velikim veseljem. Imel sem predavanje pred enim tednom, prvi letnik, prva ura, nujna medicinska pomoč. Bilo je preko 250 študentov, popolnoma polna predavalnica, še sedeli so na stopnišču. Držal sem se svojega reka in predaval brez mikrofona, kajti če je predavanje zanimivo, so vsi tihi in ga poslušajo. Če je nezanimivo, imaš lahko mikrofon na desetki, pa je brez veze, ker ostali gledajo telefon. In tudi ta aplavz na koncu predavanja mi je povedal, da je to bilo vredno in da se je treba povezati študenti. To so mladi, neizkušeni ljudje, polni različnih potencialov in energije in če jih na pravo mesto postaviš, jaz te mlade ljudi gledam kot neko mehko glino, ki jo potem ti kot neki par ustvarjalcev oblikuješ v neke super skulpture. Gospa Andreja dobro ve, ki z njo sodelujemo na katedri medicinske fakultete. Že vrsto let.
Ja. Je empatije dovolj, jo je premalo ali premalo storimo v času Ja. študija na medicini, zato je nasploh v vrstah zdravnikov tega premalo. Kaj je s to empatijo? Hkrati pa jo vsi potrebujemo, kajti empatija je tisto, kar pravzaprav povezuje vse nas, ljudi, je človeška lastnost, človeška krepost. Ja. Empatije je bistveno premalo, vzrokov je več. Prvič je treba tudi povedati, da naša zdravniška empatija je na nek način zaigrana empatija, ker jaz kot kirurg moškega spola ali pa vsi moji kolegi nimajo raka dojke in ne vejo, kaj se zgodi, ko ti odrežejo dojko, ko imaš kemoterapije, bruhaš, nimaš las, si obsevan, nič od tega ne vemo. A ne? In potem samo pač si predstavljamo nekako, ampak je to daleč od tiste resnične predstave, da smo nekako sočutni. Po drugi strani pa zakaj ni empatije? Zato, ker so standardi postavljeni tako, kot so. Ker imamo za pacienta namenjene 2 minute in v 2 minutah ti niti ne moreš točno zvedeti osnovne stvari o bolezni, kaj šele, da bi ustvaril nek zaupanja vreden pogovor in kontakt. Tega preprosto v Sloveniji ni. V zahodnih svetu, recimo jaz tudi pišem v knjigi in se posipam s pepelom, kako slabo je bilo, ko sem v ambulanti pregledal od 90 do 120 pacientov v enem dnevu. Takrat se mi je zdelo to herojsko dejanje, danes se mi je to noro dejanje, kajti ko preračunaš, je točno bilo manj kot 2 minute na eno osebo. V 2 minutah se nekdo ne more niti sleči, niti obleči, še zlasti, če ima poškodovano roko ali pa opečeno del telesa. Ne? Tako da tukaj je treba si naliti čistega vina in v ospredje postaviti pacienta, mu dati primeren prostor, čas in znanje. Tega pa danes vsega skupaj primanjkuje. Ne vem, če je to povezano z empatijo, ampak vi pišete v knjigi Skalpel tudi o temah, o katerih nič ne vemo, vsaj navadni smrtniki nič ne vemo. O samomorih zdravnikov, o samomorih študentov, ki študirajo medicino. Vi pa pišete, opozarjate na to. Ja, vsekakor. Najlažje je pomesti pod preprogo. Ko pa, kot sem rekel, ko sem ležal na plaži in poslušal glasbo in so prihajali različne te obrazi pred mano, sem ugotovil, da je tega ogromno. In potem sem si pridobil še si kupil na medmrežju knjigo, poslovilna pisma ameriških zdravnikov pred samomorom, ki so podobne zgodbe kot naše zgodbe. V Ameriki se vsako leto ubije 300 do 400 bolnikov in več milijonov ljudi ostane brez zdravnikov in več milijonov bolnikov ostane brez zdravnika zaradi samomora zdravnikov. Pri nas se pa o tem ne govori. Čeprav so, tako kot ste povedala, od študentov do uglednih profesorjev, mojih tudi znancev, mojih učiteljev in vse ostalo. In tudi, ko pišem, zdravniki izvajamo menedžerske preglede ljudem, ki naj bi bili v hudih psihofizičnih stresnih situacijah, ne izvajamo pa preglede drug na drugim, ki imamo pa bistveno večje psihofizične stresne situacije kot naši bolniki. Torej svoje stori pa tudi stres, mogoče ta odgovornost, tudi to ima svoj davek. Ima, absolutno ima. Tudi če nekdo reče, da ga nima, potem že sam po sebi ni pravi zdravnik, to upravlja nekako na nek uradniški način, ampak jaz mislim, da smo prav vsi krvavi pod kožo in vsi imamo neko svojo vest, ki prej ali slej postavi vprašanja. Kaj bi vi rekli nekomu, ki se mogoče ta hip odloča za študij medicine? Kakšen napotek bi mu dali? Da je izbral najlepši poklic na svetu, ki pa je izgubil svojo neko romantično obdobje, da vedno več na naše zdravljenje vpliva industrija s pomočjo marketinga in posameznih profesorjev, ki so za to dobro plačani, govorim o tujini, ne v Sloveniji, da ne bo pomote. In potem te industrija naredi svoje protokole in na koncu zdravniki več ali manj pišemo zdravila po teh protokolih. Si ne vzamemo časa, ne razmišljamo o preventivnih akcijah, o alternativnih možnostih zdravljenja, ampak zgolj toliko kapsul rdečih, toliko modrih, 2 sivi tableti in bo situacija rešena.
ampak situacija jasno ni rešena. Kaj pa bi ga vprašali, zakaj se odloča za študij medicine, ali ima preprosto rad človeka, mu želi pomagati? Kako pomembno je to? To so že preveč kompleksna vprašanja, to so mladi ljudje stari, 17-18 let. Pravim, oni živijo v virtualnem svetu, nihče se ni največ, ali pa večina se ni soočila s kakšnimi kritičnimi situacijami, če nimajo v svojem okolju bodisi staršev, ki se s tem ukvarjajo, ali pa da so bili sami pri kakšnih poškodbah ali hudih boleznih v družini, takrat mogoče nekoliko več vejo o tem. Drugače so pa to nadebudni, naivni mladi ljudje, polni entuzijazma in nekih svojih razmišljanj o svetu. Nazadnje pa jasno vsi uvidimo, da smo kot neke figure na šahovski deski, te figure pa premika nevidna roka šahista iz ozadja. Vi govorite brez dlake na jeziku tudi o študiju medicine, tudi v marsikaterem intervjuju ste bili že kritični, ste tudi v knjigi, ko opazujete te mlade ljudi, ki vstopajo v študij medicine, pridejo potem tudi do konca in se potem izkaže, da so pravzaprav že izgoreli. Tudi to vi opažate, ker se sprašujete, zakaj se jih več ne odloča za kirurgijo. Torej, kaj se dogaja v tem procesu izobraževanja? Jaz mislim, da je napačno zastavljen. Tudi kar nekaj profesorjev tekmuje s svojimi študenti, kdo več zna, postavlja silno zapletena vprašanja, da niti vprašanja ne razumeš, kaj šele, da bi našel hitro in učinkovito pravi odgovor, ki je pomemben za zdravljenje, da dobiš znanje za zdravljenje ljudi, ampak so to neka specifična, subspecifična, dvakrat nikalno zapisane trditve, ki jih potem ti rešuješ, ki nimajo nobene veze z zdravljenjem ljudi in z spoznavanjem osnov, ki jih nujno potrebuješ. Tako da znajo ogromno, potem pa v naslednjem obdobju popolnoma vse pozabijo, ker niso izpostavljene, to so osnove, ki so nujne za tvoje znanje in to so nekaj, kar je več, če želiš. Vsi želijo narediti izpit, učijo se samo za izpite, ker je to pogoj, da naredijo fakulteto, in zame je skrb vzbujajoče, če dobim sporočilo, da je samo 20% študentov opravili izpit. Sprav, sami odličnaki, najboljši, kar je možno, in jih samo 20% naredi izpit, se pravi je, bodi si izpit pretežek, bodi si ni bilo dobro posredovane znanje. To pa ni problem študentov, ampak profesorjev. Se pravi, je tukaj treba razmišljati in razpravljati o kazni oziroma opozorilu za tega profesorja in ne za študenta, da potem 5-krat, 6-krat hodi na izpite. To v tujih, večinoma tujih zahodnih državah so zelo težki izpiti, ampak ne na tak način. In potem to upravičati z dejstvom, da je preprosto medicina zelo težek študij, se zdi meni za lase privlečeno. A vas kdaj kolegi kritizirajo zaradi teh besed in reče, Uroš, pa o tem ti pa res ni treba govoriti? Glasno ne veliko, tiho pa sigurno zelo veliko. So se vaši kolegi odzvali na misel zapisano v knjigi, kirurgija ni le vihtenje skalpela, je tudi umetnost, prepletanje čustev, odnosov, pa tudi svet zavisti in prestiža. Odzvali so se, mislim, dobil sem ogromno različnih sporočil, pa tudi pogrešal številna druga, ampak glejte, jaz se s tem ne obremenjujem. Tukaj je moj, kot rečeno, iskren pogovor sam s seboj, vse tiste probleme, ki jih sam vidim na svoji poti, sem izpostavil, ponudil nekje tudi določene rešitve in če sem s tem sam spodbudil razmišljanje, se mi zdi, da je moj namen dosežen. To, zdaj, kaj si pa vsak posameznik misli na vsako besedo in stavek, ki sem ga zapisal, pravim, s tem se ne obremenjujem. In tudi ne bi zdaj nič drugače napisal, zato da bi še tem morebitnim kritikom zadostil oziroma, ker tudi zame vsaka konstruktivna kritika je, zlasti če je dobronamerna, na osnovi kritike rastemo in jaz jo vedno vzamem kot dobronamerno, razmišljam in tudi
sovražniki, neprijatelji, če želite, z svojimi izzivi ti postavljajo nove izzive in s tem rasteš. In zato si jim lahko hvaležen na nek način, ne? Čeprav ti otežujejo. Je pa te zavisti, že Slovenci imamo nek gen zavisti, kot veste, da že pregovori govorijo o kravah in tako naprej. Ne želimo videti nekih uspešnih ljudi, ki razmišljajo, ki povejo tisto, mislijo, vse je treba, da je nekaj po Cankarjevo narejeno, se veste, vsi naši, tudi tukaj not v knjigi omenjeni pregovori, kdor visoko leta, nizko pade, skromnost je lepa čednost, bolje vrabec v roki kot golob na strehi. Vse je samo ne. V Ameriki je ciljaj luno zadev boš zvezdo, ali v tem smislu, vedno je nekaj. Recimo, ko je hčerka igrala tenis, je bilo vse, kaj je narobe, skozi sam kaj je narobe. Ko sem bil gostujoči profesor v Ameriki, pa so prišli na obisk, pa je šla tam na kamp 14 dni tenisa, je bilo vse good. Good try ali pa good shot, se pravi, vse je bilo dobro. Dober poskus ali pa dober udarc. Tukaj je pa ravno obratno. In zato smo kot neki mazohisti, te Slovenci, skozi iščemo neke slabe stvari, tudi recimo pri operaciji. Na vprašanje, gospod, gospa, vas boli, ko daš injekcijo, je odgovor, ne še. Ne še. Se pravi, skozi pričakujemo nekaj, da bo vse nekaj prišlo slabega, ker nas tako učijo. Ali imate stik s pacienti, ki ste jih mogoče operirali, ne vem, 5, 10, mogoče celo 15 let nazaj? Ali zaradi iz kakršnega koli razloga vas zanima, kako živi mogoče fant, ki je ostal brez rok zaradi petard, kako je s tem pravzaprav? Ja, v Cankarjevem domu smo imeli predstavitev knjige, bilo je 280 prisotnih ljudi in z izjemo 2 pacientov, ki sta se upravičila, so bili prav vsi junaki knjige v Cankarjevem domu. Od gospe z nosom do fanta brez rok in ravno zaradi njih je bil ta dogodek zelo, zelo čustven in takole po vrstah so si podajali robčke, ker se ustvarja ena posebna kemija in tudi če govorimo o tem fantu, kaj vse je zdržal kot najstnik in kakšna je kakovost njegovega življenja, kljub tej napaki, ki jo je napravil in ostal brez rok, kjer spet kažem v knjigi na omejitev sodobne medicine, ne? Tudi so kakšne kritike, to si hotel pokazati, kaj vse znaš. Daleč od tega, lep primer je eksplozija petarde, fant brez rok, edini nadomestek so bionične roke, imamo znanje tudi presaditev rok, ampak so povezane z imunosupresivnimi zdravili, ki so pri mladem zelo slabe in je njegova kakovost življenja še bistveno slabša, kljub temu, da ima 2 presajeni roki iz trupla. Tako da kažem tudi na omejitve sodobne medicine, ki obstajajo in nismo nezmotljivi in nismo, da popravimo prav vse težave in napake, rešimo vse bolezni in vse poškodbe. Ampak ta primer, koliko je bil star ta fant, ko se je to zgodilo? Star je bil 14-15 let. Skratka, ostal je brez obeh rok? V zapestju brez obeh rok. To je moralo biti, predstavljam si, čustveno obremenjujoče oziroma zelo intenzivno tudi za vas, se soočiti s tem primerom. In seveda tudi potegniti neko odločitev oziroma predlagati neko odločitev. Kaj je to za vas pomenilo takrat? To je eden redkih ali pa mogoče celo edini primer, da sem bil jaz tudi pred operacijo povsem čustveno na tleh. Preden sem stopil v operacijsko dvorano in bil pred mano samo 2 rani, ki jih je bilo potrebno oskrbeti. Kajti srečal sem se starši, ki še niso vedeli, kaj se je v resnici zgodilo in mama mi je takoj, ko sva se srečala, zaprosila, da naj naredimo vse, kar je v naši moči, da fanta rešimo, ker je pred letom 2 izgubila drugega otroka zaradi tumorja v možganih. Tako da že tak začetek, ob tem, da sem pa jaz točno vedel, da praktično ne moramo nič narediti in da bo fant brez obeh rok. In potem sem po tej operaciji doma naredil tudi en tak poizkus in si desno roko zavezal v žep, da vidim, kako je živeti en dan brez desne roke. In do prvega WC-ja, ko sem ugotovil, da bom poskus prekinil, ker desno roko nujno potrebujemo. Tako da živeti
od 16 leta pa naprej, brez obeh rok v zapestju je pa nepredstavljivo, ampak deček je za moje pojme največji junak, ki sem ga srečal v svojem življenju, živi več ali manj normalno življenje, poslal mi je video posnetek, kako vozi kombajn, traktor, avto, naredil je vse izpite, na ribolov gre, se s kolesom vozi, ima luštno mlado punco, ki z njim živi, super se je postavil na noge in tudi vsem na Cankarjevem domu povedal svojo zgodbo tudi na način, je rekel, razmišljal sem, kaj bi se sekiral, kaj če se bom sekiral, bo samo še slabše, spremeniti ne morem nič. Tako da tudi način razmišljanja pri teh letih, tako odraslo, modro, te spravi v neko posebno stanje, da še sam začneš razmišljati o življenju in v smislu življenja in o stvarih, ki so v življenju resnično pomembne. In potem, ko gledaš televizijo, si smisliš in z nasmehom gledaš večerna poročila po takih dogodkih. Kam gre medicina? Nas bodo v prihodnosti operirali roboti? Bodo. Medicina se razvija v pozitivni in negativni smeri. Verjamem, da ja, da nas bodo v prihodnosti operirali, recimo kirurg iz Washingtona bo sedel na takem ali pa še malo bolj udobnem stolu, vrtel konzole in operiral nekoga v Ljubljani nadaljavo, tako imenovana telemedicina, kar se tudi na našem področju rekonstruktivne kirurgije so že izvajali. Glaven problem je zamik v signalu in potem ne dobiš prave povratne informacije in se lahko konča katastrofalno, zato so potem to malo pustili. Roboti vstopajo na naše polje, so pa še vedno bistveno počasnejši in rezultati nič dosti boljši, nekoliko večja natančnost, manjši tremor, se pravi tresenje rok, ampak ko so mene vključili v eno tako študijo, če bi sodeloval pri razvoju teh robotov in so mi pokazali prototip in tudi izvedeli na tem prototipu operacijo v idealnih pogojih, sem jaz postavil vprašanje, ali bom hitrejši, odgovor je bil, z robotom bom 3-krat počasnejši, ali bom uspešnejši, v Ljubljani imamo uspešnost mikrokirurških operacij 99,6%, kar nas uvršča v svetovni vrh, se pravi, tudi z robotom bistveno boljši ne moramo biti. Poleg tega pa delamo recimo pri rekonstrukciji dojke, je treba prste postaviti v neko luknjo, v globino, prsni koš se premika z dihanjem, kar danes roboti še ne znajo vse skompenzirati. Tako da robotika je tudi nekje na obzorju, ampak bo preteklo še kar nekaj let, da bodo bistveno boljši, kot smo kirurgi zdaj brez robotov. Virtualna resničnost, 3D planiranje, to je vse, velik korak. Tudi tukaj se lahko pohvalim, da v Ljubljani smo 3D model in kalup dojke upravili že leta 2010, se pravi prvi na svetu na tem področju in imel sem številna predavanja povsod po svetu in Kitajska in Amerika in Evropa o tem. Tudi letošnja mikrokirurški kongres lanski v Singapurju sem imel o tem predavanja, na svetovni centri sledijo. Tako da ja, razvoj je, po drugi strani pa zgubljamo ta človeško noto. Tako da industrija se za moje pojme preveč je vzela vajeti in razvoj medicine. Včasih so nove tehnologije, nove rešitve nastajale v laboratorijih, prišle so strani kirurgov, ki so prepoznali nek problem, iskali rešitev, potem poklicali industrijo in je temu sledil. Danes je pa ta pot obratna, da z industrije pride neka pobuda in potem neke nove tehnike. Kaj je ključ vašega nedvomnega uspeha? To, da ste ročno zelo spretni, to, da ste vztrajni, da se nikoli ne predate, da vedno iščete nove poti. Zdaj, ko nekako gledate svoje življenje za nazaj, kaj je botrovalo najbolj vašemu uspehu in kaj je tisto, kar vas odlikuje? Dobro, uspeh je zelo širok pojem in govoriti o uspehu pove, da so moja definicija uspeha, če bi večino svojega časa o njem odločil sam in zdaj rekel, zdaj bom tukaj, zdaj bom to knjigo bral, potem grem v kino, na sprehod, na potapljanje, potem bom malo počival, to bi bil uspešen. Iz tega
aspekta nisem uspešen. Drugače pa, če pa govorite o nekem uspešnem kirurgu, pa vse to našteto, kar ste povedala, pa mogoče tudi ta začetni, že otroški del, kjer doma ni vse v izobilju in se moraš za vse izboriti sam, si prvi denar zaslužiti sam za nekaj ekstra stvari, da ni vse samoumevno, da te postavi nekako v nek boj že v otroški obdobju. Podobno kot za vrhunski šport. Danes, recimo, ne boste videli nekega vrhunskega tenisača ali pa kolesarja iz neke zelo bogate družine, kjer bo otrok dobil vse, kar se bo spomnil v naslednje pol ure. Ti otroci imajo, to izobilje prinaša tudi nekako slabosti, prehitro so zadovoljni, imajo vse svoje želje že vnaprej takoj uresničene, ni nekega hrepenenja, ni neke borbe, iskanja rešitev, kako pride do tja, vse je nekak instant. In v tem instant svetu, ki ga živimo, ta svet je več ali manj prazen svet brez okusa. Tako kot so današnja jabolka, če primerjate jabolko izpred 20 let, mogoče tukaj na Gorenjskem še imate, ki je zdrava, dobra jabolka, ampak vsa ostala pa pogledamo, so to rdeče krogle napolnjene z vodo in ko naredite analizo, imajo 20% kaloričnih, vitaminskih in drugih vrednosti kot jabolka nekoč. Ob tem, da še ne smemo pozabiti, da so od 20 do 48krat špricana, se pravi, da so praktično neužitna. V tem govorim, kako se svet spreminja. Pa še evropski standard je tak, da morajo biti enako velika, enako rdeča, skratka. In muha mora biti točno na določenem mestu in pecelj mora biti dolg 2 centimetra. Vi ne delate v javnem zdravstvu, v sistemu javnega zdravstva, imate svojo kliniko Juventina, je tako? Ja, in delam 2 dni v kliničnem centru, v javnem zdravstvu, mikrokirurške in druge posege, večje posege. Želim poskrbeti, da tudi tisti, ki nimajo denarja za zasebni sektor, me lahko najdejo. Jasno, ne morem vplivati na čakalne dobe, ampak lahko pa opravim poseg tudi v javnem sektorju. Tako da imam neke vrste trojno zaposlitev v zasebnem sektorju, sem na trgu, potem delam na medicinski fakulteti in pa na kliničnem centru. Ste kdaj razmišljali, da bi zapustili Slovenijo, ste dobili kakšno mamljivo ponudbo za delo v tujini, pa ste razmišljali, bi šel, ne bi šel, bi šel, ne bi šel? Odvisno, kaj je to mamljiva ponudba. Denarne enote, to ni vse, to ni mamljiva ponudba. Ogromno ponudb sem dobil z različnih delov sveta, ampak ko sem se primerjal z kakovostjo življenja zelo uspešnih kirurgov v teh državah, bodi si Anglija, bodi si kjerkoli po svetu, sem videl, da je njihova kakovost življenja morda še slabša kot moja. Tukaj vseeno domača juha, nedeljsko kosilo, bližina Dolomitov, Jadrana, varnost, kakovost hrane, vse to vpliva na kakovost življenja, ne zgolj denar. In zato nikoli nisem resno razmišljal o tujini kot nekem izhodu.